da bi zdravnik brez diplome delal, ne, to tudi ne bi šlo skozi. Sigurno, ja. Sploh, ko delaš z živaljo, moraš imeti dober občutek, kdaj nehati, kdaj je za žival je preveč, recimo, kdaj je za psa to preveč, kdaj je mogoče za človeka preveč, kdaj je prezahtevna na drugi strani delovna terapevtka in zahteva nekaj, kar z psom ne moreš doseči, s tem mogoče ne, mogoče s katerim drugim. Tu je potem tisti čar, da takoj na licu mesta stvari razrešimo. Zdaj pa vprašanje, koliko se pa to dogaja. Jaz vem, da mi imamo 5 ljudi, recimo, glej, ko ti psu nekaj ne odgovarja, ko karkoli se ti zdi, da ne, oprostite, odstrani se, psa bo druga prevzela, ker vedno na teren gremo vsaj 2 ali pa 3, tako da kadarkoli lahko prevzamemo uro. In se mi zdi, da tista individualni pristop, samo NPS recimo na to ni mogoče dobro, ker se izvaja to skoraj 1 uro, 45 minut recimo, in kuža pride lahko v eno stisko ali pa pride padec motivacije, ne vem, vročina, karkoli, za psa je to naporno in takrat imamo možnost, da ne prekinemo same terapije, da vskočimo potem z drugim psom in terapevtke, tiste, ki smo zdaj nekako skupaj, so že dojele, ko se spogledamo, zdaj tukaj pa ne bomo, pa speljemo malo drugače. Tako da uporabnik včasih niti ne opazi, da se je karkoli dogajalo.